Preden sem prišla na Berkeley, sem se že kar tako losala, po domače rečeno. Ko sem pa tam prišla, sem pa imela ful problem. No, mislim, tudi ko gre, ne, gor dol, pač na vsaki točki se nekaj naučiš, pač tudi ko pride tej downsi. Ne vem, jaz sem tako, no, se mi zdi, da dosti pozitiven tip in to, kar sem hotela, to imam, ne. Danes ob skodelici kave gostim pevko Veroniko Strnad. Lepo pozdravljena. Dobro jutro. In danes pijeva isto kavico, obe kavo z mlekom, pa Tako. moram priznati, da to ni glih zelo pogosto. Ja, tudi za mene ne. Jaz sem ponavadi na čisti črni. A res? Brez mleka, brez sladkorja, karkoli. Ampak glede na to, da sem dan že eno spila, tako pravo črno je zdaj ta z mlekom, super. Ja, to pa tudi nisi edina, da v bistvu prva je tista močna, potem je pa bolj poslastica, nekateri rečejo. Ja. Čeprav jaz tudi v črni kavi ful uživam. Vonj, okus, aroma, to mi je super. Mislim tako, no, mi ni sam neki na hitro zjutraj, ampak mi je tak lep začetek dneva. Pa še to je, da ima zmeraj kava, ne glede na to, kaj spijem, ali je to nek cappuccino ali nekaj karkoli, ima ful učinek na mene, tako da Ja. to mi je precej všeč, da tako sem poleg produktivna. Kje pa je kava boljša? Zdaj bova kar presedlali, da nisi v Sloveniji, ampak si razpeta med domačimi Brežicami in pa Bostonom. Kje pa je boljša kava? Ja, normalno doma. Čeprav tudi v Bostonu zadiši bar kafe iz džezve. Ja, se zjutraj pocartam z bar kafe kavico. Tako da, ja, mislim, Američani, mislim, slavijo po teh razredčenih kavah, ne, ki so narejene vnaprej in tako da tisti ni največji gušt. Pa bolj zahajaš v kakšne kavarne tam ali te hitre Starbucks? Kaj imaš raje? V bistvu je ena kavarna čisto zraven mojega faksa, ki je tako, pač prav kavarna, ker načeloma tako, mislim, nimajo Američani tukaj ful v kulturi to, da prideš v eno veliko kavarno, pa da je tako cozy, pa da se usedeš pa tako. Bolj je to, ne, coffee to go. Tle se mi zdi, da se ful pozna ta individualizem, tako pač greš na šiht ali pa na faks, ne, hitro vzameš eno kavo in greš. Tako da večino so tako 4 stoli, da spiješ, ni pa tiste velike kavarne, tako da to malo pogrešam. Pa verjetno najdeš kakšen kotiček, da pa vseeno malo Ja. sediš. Ja, imam to eno kavarno zraven faksa, tista je super. Ja. Torej, pot te je pred 2 letoma ponesla v Boston, kjer si na Berklee College of Music. Tako. Ja, v bistvu pred 3 leti je prišla pač ena ta priložnost, ki se mi zdi, da se zgodi once in a lifetime in nekako nisem želela, da splava po vodi. Tako da sem jo zagrabila in se preselila pred 2 leti. Ja, zdaj že 2 leti sta za mano, se ful hitro se čas obrača. In ja, v tem času so se zgodile kar take zanimive zgodbice. In tako se je potem tudi posledično rodila ideja za album, naslednja postaja, ki je šel točno 1 teden nazaj. Še vse sveže. Ja, tako. In kako je v Bostonu? Si se hitro privadila? Je to nekaj, kar si želela? Ali je bila to priložnost, za katero si, kot si rekla, je nisi želela izpustiti? Ja, jaz mislim, mi ni bila Amerika pač prva izbira sploh. Mislim, nisem niti o tem razmišljala. Prej sem študirala v Celovcu. Študirala sem jazz vokal in
potem je prišla ta štipendija, oziroma šla sem v Italijo, v Perugio, kjer je bil ta festival Umbria Jazz in tam je Berkeley šola imela ta dvotedenske workshope in tako naprej. In potem jaz tam ugotovim, da lahko delam audicijo in sem se v to tako, sem šla bolj kot ne iz heca, oziroma tako, ok, da vidim, kak je. Potem pa po uspešno upravljeni audiciji pa me je doletela ta sreča, da sem bila ena izmed 6, ki je prejela plačano šolnino za 4 leta do diplomskega študija na Berkeleyju v Bostonu, tako da sem se odločila, da grem za tem. Ja, sem se pa tako, kar privajala. Jaz tudi, ne, moj rojstni kraj so Brežice, majhno mesto, pa sem se preselila v avstrijski Celovec, tudi ni glih največje mesto, tako da sam na to meščansko življenje sem se malo mogla navaditi, pa pač, ja, valjda vsi tej kulturni šoki, ko pridejo zraven. Ja, tak. Izpostaviš enega? Kaj ti pade na pamet? Miši v stanovanju. Ta mi je najljubši. Jaz sem prebrala, da si rekla, da je to nekaj čist normalnega. Ja, v bistvu je, čeprav za mene je bil kar šok, ko sem prvič prišla v stanovanje. Mislim, že tako je to malo scary, ko pač išče stanovanja, tako, ne, pač iz Evrope zelo slepo iskanje, ne. In pač pol tudi podpišeš, recimo, ne, pogodbo za 12 mesecev in je že to tako malo, ok, pač ne veš, kaj čist greš. In jaz pridem tam v stanovanje, ki je bilo celo naloženo, ne bom preveč opisala, skratka, in pridem v svojo sobo in vse stvari si tako zložim, si naredim tak cozy in pol, da bom šla jaz spat, ura je bila ena zjutraj ali nekaj takega, in se usedem in si tako rečem, ok, evo, zdaj pa sem tu in v tem trenutku sam vidim, da ena miš zvizne pod posteljo. In sem najprej rabila par sekund, da sem sem to prav videla, pa sem šla do cimre in ona je tako rekla, je bila pač tako presenečena, ampak v smislu tako, a ja, zdaj si to videla, they usually come in winter. In jaz tako, usually? Tako da ja, no, skratka, sem se v teh 2 letih malo utrdila na tem področju. Ojoj, no to pa je bilo neprijetno presenečenje. Pa cimra je pa prav iz Bostona, ali? Bile smo zelo mešane, se pravi Slovenka, Perujčanka, potem tale cimra je v bistvu pol Američanka, pol Brazilka in pa ena čistokrvna Bostončanka. To pa je verjetno fajn, da jo imate med vami, da vam malce pomaga, kaj predlaga. Ja. Pa tako, no, mislim, fajn je živeti, mislim, saj so prednosti in slabosti, ne, ampak zanimivo je bilo biti tako v enem stanovanju, ko vsaka pride iz svoje kulture, tako da, tak, no, spoznaš še druge svetove. Torej, šolnino si dobila plačano, ostalo so pa tvoji stroški, torej tudi bivanje. Ja, tako da kljub temu, da je pač šolnina pokrita, pride še zmeraj ogromno stroškov zraven, ne samo za življenje, tudi za faks. Tako da je še zmeraj to tako, no, izziv. Ja. Pa te po domači pogosto obiščajo, izkoristijo možnost, da si tam in da si pridejo gledati delček Amerike? V bistvu moja starša sta šla z mano samo enkrat, ko sem se selila, in to je bilo tudi prvič, ko smo sploh vsi šli v Ameriko. Tako da ona dva sta bila takrat tam. Brat še ni uspel priti, me je pa ta semester fant obiskal, tako da, ja. Kako pa gre razmerje nadaljavo? V redu. So izzivi, ampak gre.
sta se že naučila, kako je najboljše, pa Ja. lepo. A pogrešaš še kaj drugega kot pa domača kavica, zdaj, ko si v Ameriki? Ja, definitivno. Takoj za kavico je kruh, ne? Svež kruh. Ja, tam je tisto, ki ga stisneš, pa kar ostane palačinka, pa tak fajni sladek. Tako da to, mislim, nasplošno, no, pač hrana je res, mislim, je res velika razlika. Tam je vse zelo sladko in kalorično bogato. Pa kaj bi rekla, ne vem, tako, no, evropski vibe mi je zelo všeč. Sam drugače, ne vem, tako, no. Saj je ogromno tudi lepih stvari, ampak ja, no, ta nek vibe, hrana, pač valjda ljudje. Bo pa lepa izkušnja, to pa zagotovo. Ja, sigurno. Mislim, tudi ko gre, ne, gor dol, pač na vsaki točki se nekaj naučiš, pač tudi ko pride tej downsi. Ne vem, jaz sem tako, no, se mi zdi, da dosti pozitiven tip in probam na to gledati tudi pač, ko pride nek nižek, da pač v tistem obdobju se nekaj novega vsep naučiš. Jaz si pol, ne vem, imam to navado, da si napišem neke kvote oziroma nekaj, pač, kaj sem se z te izkušnje naučila, zato da pač, ko spet pride, da ne ponavljaš in da ne greš čez isto stvar, ampak, ne vem, nekaj odneseš od tega, nekaj dobrega in pa si to po vratih lepim. Res? Ja. Tak, no, ne vem, probam čim več posrkati dobrega iz te izkušnje. A je iz teh kvotov nastala že kakšna pesem? Morda kakšna iz novega albuma, naslednja postaja? Je. Mislim, da je bil kvot Življenje je lepo in časa dovolj. Pesmi je pa naslov Pismo sebi. Ja, to je predzadnja pesem iz albuma. In v bistvu je tako, napisala sem jo. Najprej mi je bil pač ta kvot, mi je bil kot taka neka začetna ideja, neko seme. Pa sem pa v bistvu razvijala komad v tej smeri napisanje za ljudi v svojih približno 20-ih. Ker tako, no, jaz imam občutek, da v tem obdobju tako vse moram narediti, pa vse moraš dati od sebe, pa tu biti, pa tam, pa tako, ampak v bistvu ti ljudje govorijo, da to študentsko obdobje je tako posebno, pa moraš uživati, pa tako, ampak se ti mudi, ampak ne veš zakaj, si mlad, ampak se staraš, skratka ta nek konflikt sam s sabo. No in pol, ne, napišem pismo sebi. Življenje je lepo in časa dovolj, da diham sedanjost, uživam seboj. Lepo. Je to ena najbolj čustvenih oziroma tebi najbolj blizu osebnih pesmi? Mislim, da so še malce bolj izpovedne pesmi. Definitivno je ena, po mojem, najbolj izpovedna Bližina, ki se je tudi nekako izlila iz mene in ostala točno taka, kakor je bila neka ta prvotna ideja oziroma ta neka prva varianta. Pa ljubim, ki sem ga sicer prvič predstavila na Popevki 2022, ampak zgodba je bila precej aktualna in pa tako prisotna na moji poti, tako da sem se odločila, da jo vseeno uvrstimo na album. Smo ji sicer nadeli majčkeno drugačno preobleko, tako da ja. Ampak je bila pa to v bistvu edina pesem, ki se je napisala prej, kakor se je začelo samo ustvarjanje albuma. Ja. Ker ta se je pa tako zelo konceptualno gradil. Najprej se mi je utrnila ta ideja, naslednja postaja, to se tako spomnim enega momenta,
se uležem v poslo, da grem spat in sam naenkrat naslov pred očmi, naslednja postaja in tako je vstal naslov plate. Potem se je pa v bistvu naredila cela zgodba z glavo in repom, se pravi ena pesem, ena zgodba, ena postaja na moji poti od Slovenije do Amerike. In v bistvu z vsako izkušnjo pride nekaj novega. Tako da ja. Zelo lepo. Lepo si opisala to in ful mi je lepo slišati, da ima res neko tako zgodbo, povezujočo album. Pa zanimivo je slišati, da si torej imela najprej ime albuma. Ja, to je po mojem, ne vem, no. Ne vem, kako drugi ustvarjajo, ampak po mojem se je kar tako, no, posrečilo ali pa poklopilo. Ja, jaz imam zelo rada tako, no, da so neki pomeni ozadji, pa da ne vem, da ima beseda, da ima melodija, da ima ta harmonija tako nek razlog, da je tam, da je z namenom. To imam zelo rada. Ja. Zelo lepo. Je pa album tudi nekoliko družinsko obarvan, glede na to, da si sodelovala s svojim očetom, ki je drugače tudi glasbenik. Kako pa je bilo to sodelovanje? Ali ni bilo prvič za vas? Ni bilo prvič, je bilo pa res, da pač tako obsežno. Tudi moj brat Krištof je aktivno sodeloval pri tem projektu. Na koncu tudi mami, ki je prišla do vse organizacije promocijskih koncertov, ki smo jih imeli z bendom. Tako da so bili precej vpeti v tale moj projekt. Ja, kaj ne rečem, zelo je bilo, mislim, fajn je delati z ljudmi, ki točen, mislim, pač najbolj se poznamo, ne? In tako, in okus, in pač karakter in tako, in je potem tako, no, je zelo lahko delati, ker pač, ne, tako dobro drug druga poznaš. Je bilo pa zanimivo, ker pač se je album ustvarjal, se pravi, več kot 1 leto, skoraj leto pa pol. In glede na to, da jaz živim v Bostonu, smo veliko nadaljavo delali. Tako da jaz sem bila pač z očetom, ki je bil glasbeni in mix producent plate. Sva bila res skozi na videoklicih, pač res tako, tudi vsak družinski klic, ki je bil, ni bilo 5 minut, da sva zavila na temo album. Tako da in z bratom ful enih klicev, imeli smo skupino, sam mi, vsakič, ko sem nekaj napisala, pa tako, pa sem rabila nek feedback ali pa nekaj zmer noter v skupino, pa tako, no, tako da. Lepo smo sodelovali. Ni bilo nobenega kreganja? Ni bilo kreganja. Tako, no, mislim, pridejo pač trenutki, ki je že pol tako malo pod stresom vse skupaj, ali pa nekako, mislim, imeli smo tudi deadline, kdaj pač bo šla plata ven, pač smiselno mi je bilo dati plato ven zdaj, ko sem tu, čez poletje, ne, pa preden se začnejo vsi dopusti, pa tako naprej, smo želeli dati plato ven v juniju, tako da majčkeno je bilo tistega pritiska, pač vemo, da moramo zaključevati, ne. Tudi jaz sem še pač ta semester sem dokončala 4 skladbe, ne. Tako da pa aranžma, pa tako naprej. Tako da, mislim, res je dolgi proces, ne. Pa zmeraj se zavleče, ne. Kakor sem si delala neko časovnico, kdaj se moram premakniti naprej, kdaj bom kaj naredila, se zmeraj zavleče, ne. Ker pač včasih komadi rabijo počitek ali pa enostavno jih moraš malo pustiti, pa priti nazaj do njih, da se razvijajo do končne podobe in tako naprej, no. Ampak načeloma pa zelo fajn izkušnja. Ja. Je bilo pa res zanimivo prebrati, da ste torej res čisto vsi v družini vpleteni v glasbo. Ali si zaradi tega čutila tudi kakšen pritisk ali si že od malih nog vedela, glasba je to, kar si želim? Nisem čutila nobenega pritiska, ampak ne vem, z mano je pač
Glasba je zmer pač polnila naš dom in iz leta v leto je pač v meni ta želja po glasbi in po ustvarjanju rasla. In sta pa bila pač moja starša velik support pri tem, tako da ja, pri njima sem tudi nekako videla, ne, kako je življenje glasbenika, tako da ja. Daj nam malce povej, kaj počnejo, v kaj so oni vpleteni. Ja, se pravi, mama je v bistvu zaposlena v kulturi. In pač to so bolj te organizacijske stvari, ustvarjanje dogodkov, promoviranje in tako naprej. A potem je bila zborovodkinja ali je še? Je bila zborovodkinja, ja. Ustanovila je Vivo Brežice in jo je vodila 32 let. Tako da tle ena velika zgodba je ustvarila, mislim, zelo lepo zgodbo je ustvarila s tem zborom in sva tudi oba z bratom v tem zboru pela par let. In potem je to ob 30-letnici zbora brat prevzel, tako da zdaj je on zborovodja. Wow. Tako. Ja, oče pa na vseh področjih, kjerkoli v dnevu je pač glasba prisotna. V službi pač kot vodja Big Banda Orkestra Slovenske vojske, doma kot producent, dela tudi svojo muziko, ne, skratka, vsestransko. Tako da brat pa tudi, ne, brat je pa tudi šel na akademijo, kompozicijo, zdaj vodi zbor, poje v zboru Slovenske filharmonije, tako da vse povsod je prisotna glasba. Ti si se pa kot vedno videla kot pevko? Pa ja, mislim, da pač so neke vmes, ne, te neki trenutki v otroštvu, ko te kdaj tako kaj, ne vem, se spomnim, mislim, vsaj tako mi babi recimo reče, da sem kdaj rekla, da bi bila kuharica. Čeprav tudi še danes ful rada kuham. Ampak ne vem, no, mislim, da je bila tako, no, ko sem bila že pol mičken večja, pa to je bila skozi ta želja v meni. Tako da tam v srednji šoli se pol mičken začneš spraševati, če je slučajno še kaj drugega, kar bi te potegnilo, ampak jaz sem videla, da ni nič takega, no, pač, da nimam nobene druge toliko močne želje ali pa ljubezni do nečesa, da res z veseljem delaš, tako da. Potem verjetno, če te vprašam, kaj bi počela, če ne bi bila pevka, ne veš točno. Ne bi znala. Mogoče pa bi kuhala. Mogoče bi. Mislim, to mi je zelo blizu. Mislim, rada kuham, še rajš jem dobro hrano. Si pa violino tudi igrala? Ja. Še? Verjetno. Ne, to v bistvu ne. Ja, začela sem z violino pri 6 letih. Igrala sem približno 8 let. Pa se je vmes začelo petje, sem začela s klasičnim petjem, mislim, solo petjem v glasbeni šoli, pa zbori, pa tako naprej, potem po srednji šoli, na faksu, na jazz vokalu in tako dalje. Tako da v bistvu se je nekako zaključilo z violino v času korone, ker v bistvu pač šolanje sem zaključila in sem v bistvu pol sodelovala sam pri projektih z glasbeno šolo v simfoničnih orkestrih pa godalnem. Pa je prišla ta korona in čeprav nisem še zaključila z violino, tako pač jo bom enkrat nazaj prijela, ker mislim, sem ful veliko pozabila, ampak bi mi bilo žal, da bi pa Čist verjetno ne boš pozabila, ker se mi zdi, da to znanje vseeno ostane. Enkrat jo še bom prijela, sigurno. Mogoče bo tudi na kakšnem albumu zraven. Mogoče. A drugače pa znaš na klavir igrati ali kako pišeš melodije za pesmi? Klavir.
mislim, se ne smatram kot klaviaturistko, pianistko, ampak tako, osnove pa pač ja, da lahko komade nekako postavim, pa ustvarim nek grob demo, tako da pač si lahko jaz in producent predstavljava v katero smer, na kakšen način. Verjetno bi brez tega težko, ne? Ja, mislim, rabiš, se mi zdi, da pač kot songwriter en harmoničen inštrument ali pač to kitara ali klavir. Čeprav kitara me tudi v zadnjih časih me tako zelo vabi, tako da verjetno bom tudi to kmalu prijela v roke. A nimate pa na faksu kakšnih predmetov z inštrumenti? Imamo, je obvezen, sploh pač, mislim, odvisno od smeri. Jaz imam, se pravi, nekako program združen iz songwritinga in performansa. Tako da za mene je bilo recimo obvezno, da sem naredila predmet klavir. V bistvu si, mislim, da si lahko zbereš ali klavir ali kitara. Tako da ja. Ampak so tudi neki izbirni predmeti za vse, ne vem, tisti, ki niso kitaristi, imaš klas za pač neke osnove kitare, pa pač kontra za klavir in tako dalje. Tako da bo zagotovo še kitara prišla na vrsto. Mislim, da bo, ker je drugačen approach, se mi zdi. Pač vsak inštrument ima neke svoje unikatnosti, tako da. Kako pa je bilo na 2 koncertih, na katerih si torej premierno predstavila svoj album, odpela pesmi pred publiko? Kakšni so vtisi? Zelo je bilo lepo, ampak je tudi tako res zanimivo, kako se pač na ta trenutek pripravljaš, pa tako v mislih imaš, pa predstavljaš si, kako bo se to skupaj izgledalo in zvenelo in tako in pol kar mine, ne? Pač tako, no, in koncert mi je zelo hitro šel oba v bistvu. Prvi sploh, ja, prvega smo imeli 17. junija v Ljubljani v jazz klubu Kazina. Krasen plac, krasen ambient. Zelo sem bila vesela, da je bila Kazina polna. Prvič sem bila s svojim samostojnim projektom v Ljubljani, tako da sem bila zelo, zelo vesela. Sem bila pa tako, recimo, če primerjam ta 2 koncerta, v Ljubljani sem bila veliko bolj tako nahajpana, sem prišla na oder, pa tako res vzhičena. V Brežicah 22. junija je bilo pa tako umirjena, sem prišla na oder, čeprav tako pač je bilo prisotne te neke pozitivne treme, ampak tako je bilo vse skupaj, se mi zdi, da malo bolj umirjeno. Pa pač tudi drugače, ne, pač ko že enkrat greš čez isti koncert, veš približno, kako kaj poteka, veš tudi recimo, kje se energijsko šparati, vokalno in tako naprej, no, tako da je pač lažje v drugo. Ampak tudi grajsko dvorišče Posavskega muzeja Brežice je bilo kar lep ambient si predstavljam. ja, zelo lep ambient. Približno 150 ljudi je prišlo poslušati, tako da sem tudi vesela za ves support iz domačega kraja. Zelo lepo, ja. Verjetno se je vedno lepo vrniti v domači kraj in videti vso to spodbudo, ja. Ja, sigurno. Kako pa si drugače s tremo? Pa imela sem jo, veš kaj, pozna se mi, če nekaj časa ne nastopam, se mi takoj pozna, pač ne vem, tako kot neka kondicija. Ampak trenutno, ker sem verjetno v tem valu, sem kar v redu s tremo. Ampak ja, v bistvu tako, preden sem prišla na Berkeley, sem se je že kar tako losala, po domače rečeno. Pa, ko sem pa tam prišla, sem pa imela ful problem. Ampak je pač, mislim, sigurno je povezan
s psiho, ne? Ja. Pač prideš v tako okolje, kompetentno tudi, ne? Sami, mislim, izjemni glasbeniki, priznani profesori in tako naprej. Tako da tle sem se mičken borila na začetku, ampak nabrala tudi ene tehnike, kako to obvladovati. Tako da zdaj trenutno sem kar v redu s tem. Pa najbolj mi v bistvu pomaga to, da grem čim bolj v zgodbo. Imela sem en tako dober klas z enim profesorjem David Giles, ki je imel v bistvu tehnike igranja za pevce. In tako, najprej sem mislila, da bo to, da je bolj pač na tem, kako se pretvarjati, ali pa ne vem, kako bi to drugače besedila, ampak je šel pa ful na to, kako dejansko sebe poiskati v pač nekih komadih, ne avtorskih, ne. In je res na tak hud način nam predstavil, kako pač res iti v karakter, kako vzporednice s to zgodbo poiskati, ne, da se res lahko poistovetiš. In tle mi je šla ful trema stran. Ker sem šla res noter v zgodbo, si vse predstavljala, res vedela, kaj pojem, kaj govorim, komu in tako naprej. Mi s tem, no, ful pomaga. Čeprav je tako, na odru, ne vem, vsaj jaz imam izziv se res prepustiti, sploh če je tako en komad, in res uživati v momentu. Ampak ja, no, to, da grem čisto v zgodbo, to mi najbolj pomaga. Lepo, da ti je potem v bistvu profesor pomagal eno stvar najti, a ne, s katero si pomagaš. Ja. Ampak tako, to je bil res en tak ful pomemben, tak ključen moment, no, pri meni, tako da mu bom za zmer hvaležna. Ja. Kako pa ste z profesorji? So zelo dostopni, prijazni, vam pomagajo? Mislim, profesorjev je itak, mislim, sam za vokal je, mislim, da okrog 130 profesorjev. Wow. Tako da je res malo morje. Ampak ja, jaz imam načeloma precej dobre izkušnje z njimi. Valjda so dostopni, pač so pač sami, ne, najbolj vejo, kak je biti v tem svetu in pač nam želijo najbolj pomagati in nas pač pripraviti na ta tudi realen svet glasbe. Tako da jaz sem imela zdaj 2 leti izjemno profesorico za vokal, Paolo Mundo iz Sicilije. Tako da še ena odlična profesorica, ki me je tako sigurno zaznamovala tako na tej pevski poti. Tako da ja, je pa pač vsega, ne, pač ne glede na to, da je prestižna, svetovno priznana univerza, definitivno ni popolna. So tudi pač kakšni slabši profesorji, pač kot na vsakem faksu. Vse povsod je tako. Tako da pol malo povprašaš naokrog, ker pač valjda želiš iz vsakega predmeta največ potegniti, ne. Tako da jaz imam prav beležko, imam na telefonu good professors, pa tudi tisti, ki mogoče je dobro, da se jih izognem. Ampak tako je, mislim, hočeš pač res najboljšo izkušnjo dobiti. Čisto razumem, pa kot si rekla, vse povsod je tako, tudi na drugih področjih, tako da. Ja. Kakšna je pa Veronika na domačem kavču? Kakšna si v zasebnem življenju? Kaj bi pa rekla? Pozitivna. Zelo hitro se razveselim nekih majhnih vsakodnevnih trenutkov. Energična.
Pa ne vem, tako navdušena nad življenjem. Ne vem, tako v tem smislu. Še imaš kakšne druge hobije ali pa kakšne druge talente? Hobi. Ne vem, se mi zdi, da tako pri nas glasbenih je res, ker ni pač šiht, ne. Zapreš pisarno in pač konec dneva je pač res, kakor se čizi sliši, je način življenja, ne, biti glasbenik, tako da ne. Če mi le čas dopušča, si rada vzamem tako za šport, fitness, včasih kak tek, čeprav v tem semestru je bilo tega res malo, tako da se ne morem glih pohvaliti. Pa verjetno tudi dela z albumom in vse zaključevanje. Ja, mislim, je bilo res pestro, no, pač faks, potem še zraven delo na kampusu, in potem še album. Zdaj to leto je bilo res, vsako minuto, ko sem imela frej, je bilo zmeri, ok, moram pisati, moram to. Se prav spomnim trenutka, ko sem avgusta priletela nazaj po počitnicah in naslednje jutro, ko sem se zbudila, sem si prav rekla, pejdi pisati, pejdi delati, ko te bo čas preganjal. In me je res preganjal do zadnjega. Ampak smo zvozili. Je bilo pa res, no, sploh v zadnji polovici semestra, konstanten multitasking, in pač recimo od 7 zjutraj pa do 2-3 zjutraj pač skozi. Naporno. To, kar sem hotela, to imam, ne. Ja. Ne, ampak tako, pri ustvarjanju nekaj takega se mi zdi, da je tudi fajn, da je nek deadline, ne, da te pol pušne, ker to bi, ne vem, če ne bi imela, bi lahko tudi zavlačevala, pa potem, ne vem, te vsaj ta deadline majčkeno prisili, da se pač resno lotiš dela po tako, ne, da te malo preganja, da prej prideš do končnega izdelka. A potem dobro delaš pod pritiskom? Ja, pač valjda ga ne sme biti preveč. Mislim pač tudi tako, ko pišeš komade, se lahko malo prisiliš. Sploh pač, mislim, saj zase govorim, ko vem, kaj hočem povedati, kako zgodbo hočem dati na pladenj, se lahko prisilim, da greš ok, tekst, glasba in tako naprej, ampak če se ti pa še sama ideja razvija in tako naprej, pa to težko prisiliti. Tako da, ampak ja, malo stresa oziroma pritiska mi pa se mi zdi, da tako dene. Mičken. Ne preveč. Smo prišli na konec. Imam še kratko vprašanje za kratke odgovore. A morda kaj bereš? Joj, ne veliko. Prvo vprašanje, kar črtale, ker sem Katera najljubša knjiga? Ja. Ne, berem pa res ne veliko. Ne, to pa, ne vem, žal ne. Kateri je tvoj najljubši kotiček v Ljubljani? Oziroma, moram reči v Brežicah. V Brežicah? Oziroma, lahko rečeva tudi v Sloveniji. Ko se vrneš, imaš kakšen svoj najljubši kotiček? Po mojem bi rekla kar domača terasa, ker tako mi pač živimo na vasi in imamo res naravo skozi okrog hiše in tak božji mir in to mi je zmer tako, no. Sploh, ko prideš iz tega šundra, iz večjega mesta, mi je to tako prav... To je to. Ja, rabijo to moje ušesa in tak, no. Tako da domača terasa. Kaj pa najljubši kotiček v Bostonu? Bi pa mogoče rekla kar ta kavarna, ki smo jo na začetku omenjali. Ja. Če bi lahko pela s komorkoli v duetu, s kom bi? Ja. To vprašanje si pa že dobila. Joj.
imam kakšne okvirje ali pač Brez okvirjev. Recimo, bom rekla John Mayer. Ga že od malega poslušam. Je to en tak družinski artist. Tako da mogoče bi njega rekla od pač teh živečih, ne? Ja. Kaj pa ne živečih? Joj. Michael Jackson. To bi bilo Kar različno, to v bi bilo bistvu. kar dobro za vsi vi, ne? Ja, bi bilo kar. Ali si takšna oseba, da obžaluješ stvari za nazaj, ali misliš, da se je vse zgodilo z razlogom? Sem definitivno overthinker. Aha. Mislim pa, da se stvari dogajajo tako z nekim razlogom, pač kak ti je življenje nameni, potek vsega, tako da verjamem tem, ja. In pa še za konec, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejela? Pa da se ti je res vtisnil nekam globoko v srce? Zdaj nazadnje, ko smo bili na promocijskem koncertu v Ljubljani, je prišel do mene en mladenič in je rekel, da je pri enem komadu tako se res zjokal, ko se je ful poistovetil s tekstom in pač cela pesem, da mu je bila zelo blizu in da se ga dotaknila in to mi je bilo tako darilo. Mislim pač, zato ustvarjamo, ne? Sej pač tudi zase, ampak tudi pa za ljudi, ne? Tako da to mi je bilo tako ful lepo. Zelo lepo, zelo si lepo zaobkrožila, ampak preden zaključiva, me pa še zanima, kaj je tvoja naslednja postaja v življenju? Kaj te čaka? Zdaj trenutno en nekreativni dopust, da se spet malo napolnim. Potem pa sledi ena taka mini turneja po Sloveniji z mojim bendom. Otvorili smo nekako s tema 2 promocijskima koncertoma. Zdaj pa še v juliju in avgustu sledi par krajev, par datumov, kjer bomo še tako predstavili album malo širši publiki, tako da se tega ful veselim. Zelo lepo. Verjetno pa datume najdemo na Instagramu. Datumi še sledijo, tako da ja, se pa lahko pofočkate na Instagramu. Super. Hvala ti, da si vzela čas. Ja, hvala tebi. Sem zelo vesela. Ful mi je hitro minilo. Ja. Sem najprej mislila, 1 ura, Ampak ful mi je hitro minilo, tako da hvala, sem uživala.